Torej, najprej seveda čestitke vsem izvoljenim organi stranke Fokus. Sam sprejemam to potrditev za izvolitev predsednika stranke kot eno veliko odgovornost, ne samo do članov, ampak seveda tudi do vse Slovenije. Zakaj smo se odločili postaviti novo stranko? To je pač pokazala dosedanje delo, ki je največkrat kazalo na to, da ni ne posluha za stroko, ne posluha za socialni dialog v obstoječi vladi in ni bilo možno sprejemati zakonodaje, ki bi nam prinesla boljše življenje tako vsakem posamezniku kot pa gospodarstvu. In sicer lahko rečem, da si želimo široko volilno bazo in ta, bom rekel, z neko zdravo, razumsko politiko, z neobremenjenostjo do političnega, do ideološke polpretekle zgodovine, z pragmatičnim pristopom, predvsem do ljudi, ki do danes niso našli in niso hodili na volitve, niso našli stranke, kateri bi lahko zaupali. Seveda naslednja osrednja naša volilna baza so zagotovo obrtniki, podjetniki, gospodarstvo, namreč sam tudi izhajam iz obrtništva, kjer sem pred več kot 30 leti ženo zastavil obrt v garaži ženinih staršev in na ta način pripeljal tudi do podjetij, do mednarodno uveljavljene skupine. Zato verjamem, da podpora gospodarstvu pomeni dobrobit in pomeni socialno državo, pomeni več za upokojence, več za zdravstvo in za vse javne storitve, šolstvo recimo. Potem si, kot ste sami videli, danes smo poskušali predstaviti delovanje stranke v prihodnje na način, da postavimo organizacijsko tako, da so mladi slišani v vsakem koraku, od stanovanjske, zdravstvene in vseh politik in pa prav tako starejše. In sprejemanje ukrepov mora temeljiti na temu, da okrepimo srednji sloj. Namreč srednji sloj je trenutno najbolj obremenjen, največ prispeva v državno blagajno, ker so pač prispevki in davki za njih najbolj obremenjujoči. Podatek, da italijanski delavec zasluži 530 evrov na mesec več ob enaki bruto plači, pomeni, da nosijo ti ljudje s povprečno plačo in več levji delež, bom rekel, neke politike v Sloveniji, ki je na tem področju obdavčevanja plač zagotovo zgrešena. To je pač treba popraviti. Hvala lepa. Kakšno vprašanje, mogoče najprej izjava še sekretarke? Ja, sigurno je tudi vas zanima, v čem bi mi bili drugačni od drugih, recimo to smo tudi včeraj poslušali v teh najavljenih prispevkih. Vsekakor smo se potrudili v tem letu zadnjem, kar smo delali na programu, oblikovati res konkretne ukrepe po 10 področjih. Jaz pa vse tiste, ki jih zanima vsebina, vabim, da si pogledajo program na naši spletni strani in da mogoče sami pri sebi premislijo, ali se v teh ukrepih najdejo. Res smo skušali zajeti široko bazo in delovati na ta način, da ne bi nikoga prizadeli in izključno potem, da pač iščemo rešitve po različnih vsebinskih področjih in pa po različnih skupinah. Zdaj, zakaj smo se za to odločili? Nas res motijo ad hoc odločitve, se pravi, da se sprejema v Sloveniji neka zakonodaja, ki se ne premisli in bolj imamo težke posledice. En tak primer v zadnjih tednih je brežnina, se pravi, vsekakor se ne sme sprejemati naprej nekih ukrepov, ki niso premišljeni in se potem čudimo, zakaj imamo vsi višje položnice. Upam, da ne bo enaka zgodba z nepremičninskim davkom. Že ta obljuba, recimo, da se bo prihodek nepremičninskega davka namenil za znižanje obremenitev na plače, za vse privlečena. Ker če pogledamo ureditev nepremičninskega davka po Evropi, tudi Švici, v Ameriki se vidi, da je to običajni prihodek lokalnih skupnosti, kar pomeni, da potem mora biti namenjen za to, da se krepi neke lokalne storitve na lokalni ravni in pa lokalne skupnosti, ne pa države, kjer se potem v državnem proračunu ta denar spet porazgubi. Zdaj nas se zavedamo, da čaka težko delo, zato bomo v naslednjih mesecih osredotočeni na teren. Enostavno moramo na teren oblikovati regijske koordinatorje, regijske odbore in pa potem občinske koordinatorje in občinske odbore, ker se zavedamo, da bomo lahko ljudi,
prepričali edino na ta način, da bomo šli od vrat do vrat in pa se pogovarjali o nekih realnih problemih. Mi že zdaj vemo, da na drugačen način ljudi ne bomo mogli prepričati. Zdaj dejstvo je, da mi dva pač močno zastopamo vsak svoje področje. Predsednik stranke Fokus gospodarstvo, tu je močna podpora obrtnikov in če pridemo v parlament, bo sigurno on tisti, ki bo zagovarjal glas obrtnikov v parlamentu. Definitivno je to naša močna ciljna skupina. Sama bom še naprej delovala na področju evropskih sredstev, bom rekla, ali na tej poti ali pa na neki drugi poti. Definitivno bomo pa v stranki krepili tudi to mlado jedro in pa starejšo jedro, da bomo potem pokrili tudi potrebe teh ljudi. Ostali pa bomo osredotočeni, zato se bom pa tudi sama prizadevala na srednji razred, zaradi tega, ker to je pač v tem trenutku razred, ki je v Sloveniji najbolj obremenjen. Vsi imamo doma starše, za katere moramo skrbeti. Ljudje imajo otroke, za katere je treba skrbeti, in te obremenitve na srednji razred so vedno večje. Tako da, če pač nekdo vidi v nas poštenost, trdo delo, bom rekla, in